Jaz sem vodja zagotavljanja kvalitete in standardizacije letalskih operacij za potrebe mirovnih misij v sklopu logistične sekcije oddelka za podporo misijam na terenu. Trenutno opravljam tudi delo vršilca dolžnosti letalske sekcije, kar pomeni, da moram organizirati delo in zagotoviti, da je letalska podpora našim mirovnim misijam, skupno okrog 200 letali, opravljena v skladu z mednarodnimi predpisi, z standardi Organizacije združenih narodov in da zadovoljimo zahteve, ki jih pred nas postavlja varnostni svet. Z ozirom na moja leta, seveda, pot ni bila kratka, je bila kar precej dolga. Tudi ni bila čisto ravna, ampak so bili vzponi in padci. Seveda vse se je začelo z učenjem, študiju. Najprej z mojim osnovnim poklicem kontrolorja letenja, za katerega sem se usposobila v Beogradu na prometni fakulteti in v sklopu takratne Zvezne uprave za kontrolo letenja. Kasneje na Univerzi v Mariboru, na gradbeni fakulteti, smer promet, kar mi je seveda odprlo vrata za nadaljevanje študija oziroma za opravljanje magisterija, ki sem ga opravljala na Univerzi v Avstriji, kar je bil mednarodni program v sodelovanju z Univerzo Concordia v Montrealu. Slovenija je že del tega globalnega sistema. Imamo prevoznika Adrio Airways, ki je po vseh tehničnih in operativnih standardih vedno zelo visoko ocenjena. Imamo mednarodna letališča, vendar gledano z vidika razvoja, mislim, da z ustrezno državno strategijo, z ustreznim povezovanjem vseh dejavnikov v letalskem prometu, ne samo v letalskem prometu, ampak tudi širše gospodarstvo, da ima Slovenija zelo velike možnosti ravno tako naprej razvijati to letalsko dejavnost. Znanje, ki se ga študent pridobi na fakulteti, ne zadošča povsem za potrebe konkretno Organizacije združenih narodov, kajti zahtevana vstopna izobrazba je magisterij, kar pomeni, da študij prometa je lahko samo osnova za nadaljnjo specializacijo in katere veščine so potrebne, tako kot za vse inženirje in tudi prometne inženirje, predvsem znanje matematike, fizike, poznavanje tehnologij, za prometnega inženirja poznavanje prometne infrastrukture, prometnih sistemov, umeščanja prometnih sistemov v okolje. Na prvo mesto bi vsekakor postavila znanje. Študij, študij, študij. S končanjem fakultete, s končanjem magisterija se izobraževanje ne konča. Tudi konkretno v mojem primeru imamo letna usposabljanja, kontinuirana izobraževanja in učenje se skratka nikoli ne konča. Je pa zadeva takšna, da je znanje tisto, ki ti ga nihče ne more vzeti. In seveda jaz vedno vse mlade poskušam spodbuditi k študiju in včasih tudi z mojim primerom, da je res znanje potrebno. Ne glede na to, da so časi v Sloveniji morda, ne samo v Sloveniji, tudi v svetu, morda ne najbolj primerni za takšno motivacijo. Mogoče so mladi ljudje premalo motivirani, ampak po mojih izkušnjah je pa res znanje tisto, ki tega nihče ne more vzeti in z znanjem se daleč pride.